Lepo pozdravljeni. Umoran je zapel pred časom Jasmin Stavros in naj počiva v miru. Utrujen je bil tudi on od vsega sranja, tako kot smo tudi mi počas utrujeni od tega narcizma, od tega psihopatizma, od te satanizacije planeta, od psihoz, ki jih pritiska ta bolan narcistični pristop. In ta naš brat iz Juge, zdaj pa jaz ne vem, s ki je bil, mi smo se imenovali bratje in sestre, bratstvo in jedinstvo, celo cesto do Beograda imamo, cesto bratstvo in jedinstva, 442 do Beograda, in Beograd nam je včeraj žal nasul tudi drugo šokantno novico o streljanju v šoli, ne. Grozno, ne, da je zdaj, kdo je zdaj kriv, ne, je oče, ker je imel orožje doma, ali je sin, ali je varnostnik, ali je prfoks, ali so starši, ali je ravnateljica, ali je, kdo je zdaj kriv, ne. Ampak dajmo mičkeno širše pogledati. Iskanje krivca je idiotizem erste klase, če izvzamemo, da je največji problem človeštva, kaj že? Ja, psihopatstvo, narcizem. In ti psihopati psihirajo ljudi do amena. In otroci bodo žal prej naredili korake naprej, kakor bi jih mogli ljudje z hrbtenico, z kohonesi, s pogumom, z zdravo, kekčevo, kmečko pametjo, z logiko, da nas hoče ta sistem frderbati, pobiti. Mislim, da po 3 letih razlaganja še zmeraj se zaletavamo v totalno in popolno ignoranco ljudi, ki so seveda del sistema. Mislim, zdaj nekdo more zarobantati in žal mi je, žalostno je, da nam totalni kaos v družbi v bistvu kaže mladina. Pa so bile v Celju, so se punce stepljale, kiže, pa zdaj v Beogradu ta akcija. Pa koliko otrok v bistvu se zaveda, da ta šolski sistem je ena velika psihiatrična ustanova, indoktrinacija v sistem, da ne bi kdo o sistemu kaj več vedel. Mi se moramo izobraževati sami, si pomagati, razumeti, kje smo. Včasih so se temu rekle duhovne, ezoterične knjige, osebnostna rast, jaz ne vem kaj še vse. Zdaj pa v bistvu moramo razumeti, da je to znanje nekje prihaja v prakso, nekako razumemo. Ne? Če jaz pravim, da se kljub vsemu tema umika, tema tolče z repom zelo močno, ker bi rada preživela. Ne? In tlele sem dal pač Stavrosa zaradi tega, da mu dam spomin, pač on je meni pustil kar nekaj spominov iz mladosti, nisem vedel, da je bil naš. Pink Floydi so bili tudi naši in so rekli, hey teachers, leave us kids alone. Ne? In te psihoze, ki jih zganja tudi mnogo učiteljic, mnogo, nisem rekel vse. Veš, narcis je narcis, on se rad izživlja nad ljudmi, on jim rad živce pije. In najlažje narcis v bistvu se izživlja nad šibkejšimi. In naši otroci so bili tarče, prav tarče satanizma, ker je bila ideja čim prej ljudem narediti otrokom čim večjo travmo, iz katere se ne bodo nikoli pobrali in bodo vedno živeli v 3D svetu nizkih vibracij. Ne? Se stvar je mičkom bolj kompleksna, ampak kljub vsemu čim prej traumatizirati. Psihološko in psihološka vojna poteka, a ne? Informacijska vojna poteka in iz te bitke bomo izšli tisti, ki se bomo opolnomočili, ki bomo v sebi najdli integriteto, moč, da bomo te
psihopate direkt po ušesih, ne? Ker v bistvu so znotraj sebe so to navadne pičketine, sorry. Zdaj bom zaradi tega celo blokiran, ker to je pa ranljiva skupina, a ne? In sovražni govor bi zdaj Nikica ven pripeljala, sovražni govor pa ni dovoljen, a psihiranje je pa dovoljeno. Kje imamo v ustavi psihiranje ljudi mora biti kazensko preganjano, halo? Mislim, nekomu čist počas na slamco živce pit, pa to nam dela sistem, pa a smo skontali to? A smo sešteli, da mulci nam bodo mogli pokazati, kako zelo je generacija srednjih let otopela, koliko je ta generacija srednjih let prodana, zavedena, hlepi in stremi sem za denarjem, za nekim materializmom, jaz sem, ko je jači. Dajmo skupaj stopati, ne? Kam boš ti skupaj stopil, psihopat, z nobenim več ne boste stopili skupaj, je jasno. Stopili bomo samo še sveti in svetli in polno močni ljudje bomo in smo že stopili skupaj, psihopati pa dobivajo zdaj preklet po klamfi. In eno dobro imam za vse, mogoče en tak nasvet, malo jih probajte, te narcise, veste, oni so vedno iskali, vedno so provocirali, ne? Provokacija jim je bila super scena, ne? Ker pa smo bili mi prijazni, pa tako pa smo mi prišli ob živce, ker smo jim hteli dopovedati nekaj, ne? Oni niso hteli nobenega konflikta rešiti, ampak iz nekonfliktnosti narediti še večji konflikt, pa v bistvu, da ti živc spije. Ne? Po možnosti, da bi ga da bi ga na klamfo, pa ga nismo, ne? Ampak zdaj pa vam svetujem, da ne zadržujete v sebi več. Na provokacijo jim nasujte vse, kar jim pritiče od za nazaj in od za naprej, ker psihopat je psihopat in on provocira in na provokacijo naj dobi tisto, kar si zasluži. Ne bom, da ne bi kdo mislil, da zdaj spodbujam agresijo, daleč od tega, ampak na besedno provokacijo naj dobijo svojo akcijo in ne nasujte jim, kakšne so gnide, da so prepoznani, da so glumci, da so vse igrali do zdaj in da jim živ Bog ne verjame več, ker so gnide. In v bistvu so navadne pičketine znotraj sebe. Vse, kar je, znajo podmuklo, nizko, primitivno, ne? Dajmo se ozavestiti, vsi smo se zbudili v zajčnik in so nam vsem razlagali, da je kugla, ne? Ni kugla, vaser vaga, mater, nadmorska višina, mater. Pa če bi bila kugla okrogla, pol bi človek višje, kot šubal bi mogel dol gledati zemljo, pa ni gre tudi tako. Greš na avion, pa še zmeraj vidiš ravnino, glih tle, ker imaš pogled. Zadaj sem vam spustil, tretji komad je Sound of Silence, kjer pravi zvok tišine, kjer tišina kakor cancer grow, raste kakor rak ta tišina, podmuklost. Ampak ko si pa ti nekaj rekel, jebem ti Božiča, ne, takrat je bil pa to pa sovražni govor, ne, zdaj pa Nikica prizadeta. Ker druščina njena z politično srenjo ured rine to silence like a cancer grow. Grozno. In ta komad ima veliko globino, pa bomo drugič obdelovali. Skratka, agresija tudi ni zaželjena, a ne? Podrkavanje pa može. Ljudje, dajmo se zavedati, v tretji svetovni vojni smo, vsi moramo zastopati, da smo bili vsi zavedeni, ampak po 3 letih je čas, da ignoranco odklopite. Vsi jo moramo, kdor jo ne bo pristal na hladnem, to so zadnji pozivi. Ljudje moji, ne morate lagati, kar do nezavesti, nekje pride špaga, nekje pride pravica, kjer boste se srečali čist vsak. Ne vem, a moramo iti čist do ta zadnje, kjer bomo prisiljeni teoretiki zarote samo opraviti svoje delo. In pa še enkrat ne govorim nič sovražnega, nobenemu ne grozim, ampak zavedamo se situacije, da je ta svet z ljudmi ured pripeljal tako daleč, da bo treba pomesti svinarijo, a ne? In hvala Bogu se narcizem in satanizem in globalizem že hudo
tresejo se jim hlače, tresejo se jim glasovi, mnogim na lažeh so dobljeni tik-tak, ker jih znamo prepoznavati in hvala Bogu je peščica Slovencev le začela prepoznavati lastnosti narcisa, ki v bistvu laže na vseh nivojih, laže o službi, o izobrazbi, o čustvih, o emocijah, o vsem on laže in Shakespeare je mu čist prav, cel svet je oder. In hvala Bogu se na račun nas, ki smo tako začeli opazovati in govoriti, ozaveščati drugega o največjem virusu človeštva, torej narcizmu, da je v bistvu narcizem zgubil svojo moč, ker njihova igra propade nemudoma, ko jo prepoznate. In mene pač ne morejo več jajcati, ampak dobijo pa po ušesih. Čisto vsak. Ker zdaj imam pa jaz tega dosti te vljudnosti, ne? Ker jaz sem zelo vljuden, pa še nisem govoril o imenih, ki v Sloveniji mešajo precej dreka in se vrtijo v enem in istem lončku dreka, ne? Je treba ekspandirati. Mislim, stvari, ki se jih moramo naučiti spoznati, je še mnogo, predvsem jih začeti živeti, ne? Torej, nekako sem hotel reči, da so otroci v bistvu pokazali, da je v tej družbi nekaj hudo narobe. Pa smo imeli kmete prejšnji teden ali 14 dni nazaj na seznamu, da smo si malo pogledali, da tudi tam vse ne štima. Opazujte malo polja, opazujte, no, koliko so preorana, vi jih opazujte v svoji regiji. Zdravniki, kje so, zakaj jih ni, zakaj je to vse čedalje dražje. Zato, da bomo spoznali, da medicina ni delala za nas. Farmacija je prešla čez vse in je narekovala tempo. Ne? Prehrambena industrija je tudi vija vaja. Pridejo tudi trgovine še na vrsto in vsi varuhi potrošnikov in vsi paraziti, ki so zapičeni v državno malho denarja, v katerega dajemo, koliko že? 76 centov od vsakega zasluženega evra. Ne? Pri desetini je bil pa punt, če se spomnite Matija Gubca. Ne? 10%, zdaj pa 75%, pa še kar je kar v redu, a ne? Kar v redu je, ja, koronski dodatki so kar v redu, ne? Ja, v redu. Pride Justice Day in takrat bomo mi sešteli, kdo ima kaj na mizi človeškega, pa kaj je tisto, ki v kratkem ne bo vredno čist nič več. In to je denar, ki bo počas prišel v drugo obliko in ena izmed takih informacij je, pa naj mi kdo potrdi, če ima izkušnjo, kartice, ki vam poteče, ne vem, a vam banka novo pošlje ali nič več. Boste ostali brez kartic, pa boste se pod nosom obrisali. Da vas opozarjamo, da imate zalogo hrane, pa neki gotovine pri sebi, to smo že vsi blesavi, a ne. Ko bo prišel moment, da ne bo kdo rekel, da ni vedel, a ne. Mene ni ničesar strah, ker sem pripravljen, a ne. Pa tudi znam, kaj v naravi najde za prigrizniti, ne. Nimam težav. In nekje se nam obeta 10-dnevni kolaps vsega in tam je prav, da ste pripravljeni, se ni nič narobe, se je špajs, je prav, da je kaj noter, kaj ne. Ena polenta ali pa eni makaroni ali pa en riž viška, ne bo čist nič narobe. Pa to velja za vse segmente. Ne? Evo, tle od zadnji sem vam dal, pa prej se je zavrtel Shadow on the Wall, torej senca na stenah. Te sence se za nami vlečejo, narcizem je spet to prikazan, zdaj lepo v ozadju. I'm Still Alive od Pearl Jamov. Ja, kljub v temu, da smo začeli z pesmijo umoran, utrujeni smo, ampak še vedno stojimo in še vedno smo živi. Pripeljali smo do tle, borili smo se do tle, preživeli smo, iako je narcisom precej zoprno, ker nas niso do konca pobili, ko je bil še čas. Zdaj nas ne morejo več. Tako da boste hvaležni in ponosni, čeprav ponos je beseda vezana na ego, ampak kljub vsemu lahko sami sebi čestitate, da ste pripeljali do sem in ste še zmeraj živi in znate najti svoj notranji mir, kljub vsem razburkanim situacijam in dogodkom, ki jih mediji nasuvajo in jih situacija na svetu rine na plano. Tema brca z zadnjimi močmi in tudi oni bodo v enem momentu utrujeni in na nek način se že čuti, da ne morejo več porivati tok in tok laži, kot so jih včasih, ker enostavno je tudi nas
pa vas še enkrat vzpodbujam, dajte še govoriti na glas, ker more resnica preglasiti laži, ne glede na to, koliko so hitre, glasne, neresnične in se ponavljajo. Resnica je prisotna ves čas in ne gre nikamor in more priti na plano. In ja, satanizem s pedofilijo in narcizmom je stvar, ki umira in seveda primitivc se bori primitivno. Zato je pozornost precej pomembna stvar, predvsem zato, da se zavedate, kako zelo velik procent narcizma je okrog vas, ki se odraža v milijon in eni maski. Tudi zelo prijazen je narcizem, da ne bo pomote. Ja, ful zelo prijazno izgleda, v štartu že. Tako, ja, zdaj nekako sem osrednjo temo hotel ta dogodek v Beogradu nekje še zvezati s tem, da je izživljanje nad otroki bila precej pogosta praksa, da ne gremo čisto najbolj bolane scene, kjer so se nad otroki izživljali in spolno in mučili jih in tako uživali so, da so otroci okali. Če ste gledali Monsters Incorporated ali pa Pošasti iz omare, je tudi neka prispodoba okrog tega. Ampak ko je ta satanizem začel s temi nefunkcionalnimi maskami in virtualnim letečim, skakajočim, plavajočim v oblačkih, živečim virusih, a ne? Pravljica DO, ker virusi ne obstajajo, pravljice obstajajo, virusi ne. No, takrat so otroci najbolj nasrkali, vsi so naši otroci, da ne bo pomote. In vsem otrokom so večji del učiteljev tiščev maske na gobec z največjim veseljem. Dajmo se zavedati, da v teh ljudeh ni humanosti pa empatije, ampak huda zloba, ki prihuljeno in pritajeno deluje. In mogoče glih en tak narcis spipal tega temalega, da je šel po puško pa rekel, boš ti mene. Kaj sem znal, nisem znal, ti mi už pa šut dala. Ne vem zgodbe, nisem bil zraven. Celo vse skup, zdaj, odkje je ta informacija, a je resnična, ne vem, sej danes ni za verjeti res prav nobenemu. Razen to, da je narcizem okrog nas, pa prepoznavite ga. To pa je pa neizpodbitno. Zato, ker ga vidite, ni on daleč stran, ampak je pred vašimi očmi. Tako kot vse nepravilnosti, ki se dogajajo na strani države, na vseh nivojih, so pred našimi očmi, sam jih je treba videti. Zato awareness, odpri pozornost, prižgi pozornost, imej voljo, da te stvari sploh zanimajo. Ker ignoranca je huda bolezen, ta magic spell, uspavani, vsi v težki komi. Ampak ta koma je vezana na to, da je mnogo ljudi zastrupljenih, hrana, pijača, muska, informacije, sranje, deo na vseh nivojih, mi smo vsi močno zastrupljeni in treba se je detoksificirati, a ne, antiparazitsko, bom rekel, kuro narediti. In tako, to bomo vsi mogli enkrat priti do te točke, a ne. Tudi z mesom zaključiti, pa se posloviti od njega. Mislim, za začetek človeško meso nehaš jesti, pa nehaš v McDonald's hoditi, halo. Ne moreš, enkrat ti moraš shvatiti, da si kanibal, razen če si hočeš potrditi, da si kanibal. Pa v bistvu hodiš v Mekat zato, da nam pokažeš, da si res idiot kanibalski in zelo rad ješ ljudi. Ne, mislim, tako se bomo mogli začeti pogovarjati, ne. Ozaveščanje je trajalo 3 leta, halo, mislim, prav, pa naj bo tako, ne. Počas je tudi nam ta mladina dala pokazati, pravzaprav prva, da močno dvomi v avtoriteto. In prav bi bilo, da se zavedamo, kaj avtoriteta je, da je v bistvu moč nad drugimi izkaz lastne nemoči. In avtoriteta je skupina nemočnih ljudi, skupina ljudi brez esence, ki je zasužnila ta planet, organizirani, zato pa so organizacije in še vedno bi se radi organizirali in združili v ne vem kakšne skupnosti, da bi mi družno spet nekaj drugače družno. No, jaz sem druga matrica, mi moramo ven iz lastne matrice in dvom v avtoriteto je štart
ne, dvom v dohtarje, dvom v šolstvo, dvom v kmetijstvo, dvom v plačni sistem, dvom v banke, dvom v sodstvo in dvom je start point raziskovanja. In lahko vam garantiram, da niti ena stvar ni res, lahko podvomite sami in če boste podvomili, se vam bo postavil vprašaj, na katerega boste želeli sami dobiti odgovor. In raziskovanje je nekaj, kar mora vsak zase narediti. Private investigation, je rekel Mark Knopfler, moraš narediti lastno raziskavo okrog sebe in vsak mora to pri sebi narediti, dragi moji. Res na momente mi je tako, si mislim, sej potujemo naprej, sej se dogaja, pa pride en tak dogodek, kar je bil včeraj v Beogradu, pa si rečeš, pa dej nehi, no, ljudje, pa kaj je zdaj, pa kje, a bo enkrat enemu, a bo nam kolektivno prebil film. In izgleda, da ne, dokler bo denar, bo vse v redu, kar je kar v redu, a ne, sej se nič ne dogaja, a ne. Turšič, že 3 leta nekaj tupite, vi teoretiki, pa se nič ne dogaja. Ne, folku pipa kanale, otrokom pipa kanale, pa bi moglo to zrelim odraslim osebam se zgoditi že 2 let nazaj. Pa se ne. Pa še enkrat ni ideja, da kdo kogarkoli fizično obračunava. Imamo mi karmo za te stvari in zagotovo pride dan pravice za vse, ki se do danes in še boste v prihodnje delali neumne in sodelovali s sistemom in basali si žepe. Ker dober tek pride dan, ko bo treba tisto, kar je v žepih, pa še kaj drugega poračunati, ne? Pride, ja veš, bilanca stanja in uspeha. Skratka, vsi ti psihopati še vedno ustvarjajo disbalans, disharmonijo, nemir v družbi in to je njihova osnovna ideologija. Mi želimo mir, ampak nekdo jih more utišati. Predvsem je prav, da se zavedamo. I am still standing. In še bomo mi stali in ne gremo nikamor. Še bolj pogumno bomo stali in zagovarjali to, kar smo. Želim vam, da odprete oči, da ste odprti. Vse, kar je gnilo, odpada. Narcisi so gnili ljudje v sebi, zlobni, primitivni, škodljivi in dajte se zavedati, da so okrog vsakega izmed vas, izmed nas, ni narcizem tam daleč stran. In dajmo imeti odprte oči in dajmo jih prepoznavati. Okay? Želim, da imate miren dan, da se najdete sami sebe, da se subscribate. To bo tudi imelo nek smisel, a ne? Jaz vem, zakaj vam to težijo na vseh kanalih, jaz vam pa pač ne, ampak če vas človek ne prcne, se tudi to ne zgodi, ampak nič hudega. Nobenega tudi to ne silim, spomnim pa. Fino bi bilo, ker to ni dobro zame, zato ker tiskaj jaz razlagam, že vem, to delam zaradi vas ljudi in smiselno bi bilo, da to izve še več ljudi. Ne zaradi tega, da bom jaz bolj brihten pa bolj pameten, ampak zaradi tega, da bomo ozaveščeni, pa da ne bo kdo rekel, da ni vedel, da ni slišal, da virusi ne obstajajo, pa da zemlja ni okrogla. Pa da v bistvu gre za mega genocid, iz katerega bi se mogli mi kot ljudje braniti, pa saj smo vsi bili targetirani. Halo, razen tisti, ki so targetirali, a ne, z šprickami. Tako, dajte izkoristiti dan, uživajte, kakor duša da, ker današnji dan je samo eden in ne vrne se nikoli, ne? Kako že na pesem, dan, ki ne mine nikdar, naj traja, ne? Uživajte, naj se prijatelji snidajo in tisti tegardi naj odpadejo sami. Prav, držite se, čau. Negdje zajedno mi ćemo sjesti